Lepo vas pozdravljamo, gledalke in gledalci, ob spremljanju torkovega VTV magazina. Aktualne prispevke smo pripravili za vas, zato se nam pridružite. V Vili Bianchi v Velenju je mestna občina Velenje v sodelovanju s Centrom za pravični prehod, ki deluje v okviru razvojne agencije Saša, pripravila generacijski forum z naslovom Varna prihodnost rudarjev. Kako jo zagotoviti? Foruma so se udeležili tudi 3 ministri. V Vili Bianchi v Velenju je v četrtek potekal generacijski forum o prihodnosti rudarjev. V okviru obeležitve 150-letnice premogovništva v Šaleški dolini je forum pripravila mestna občina Velenje v sodelovanju s Centrom za pravični prehod. Razpravo so pričeli rudarji, ki so izpostavili strah pred negotovo prihodnostjo in odločevalce vprašali, ali bodo poskrbeli za dostojne pokojnine rudarjev. Na forumu in okrogli mizi so poleg župana Petra Dermola sodelovali minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek, minister za okolje, podnebje in energijo magister Bojan Kumer, minister za naravne vire in prostor dr. Jože Novak ter v imenu direktorata za trg dela in zaposlovanje Irena Kuntarič-Hribar. Moji občutki so že pred forumom bili pozitivni zaradi tega, ker Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj že od leta 2023 izvaja tako imenovani sklad za pravičen prehod, katerega sta deležni 2 premogovniški regiji, in danes smo v Šaleški, ki ima iz tega sklada že za 180 milijonov predvidenih projektov, in veliko teh projektov je že v življenju, če temu tako rečem. Gre za tiste projekte, ki so nekako komponirani v zakon o prestrukturiranju Šaleške regije, in govorimo o poslovnih conah, govorimo o poklicnem prestrukturiranju, govorimo o daljinskem ogrevanju in tako dalje. Vse to je že zajeto tudi v skladu za pravičen prehod, tako da prestrukturiranje regije na nek način že teče od leta 2023. Menim, da je bil današnji dogodek potreben. Vsakršna komunikacija, ki primore, da bomo lahko hitreje prišli k izvajanju pravičnega prehoda, je seveda dobrodošla. S strani našega ministrstva, za katere vsebine sem zadolžen, smo lani res bili pod hudim pritiskom, da smo sprejeli zakon in s tem uspeli zagotoviti financiranje še naprej, da lahko obe energetske družbi delujeta nemoteno. Danes je dokaz, da smo bili pri tem na pravi smeri, stvari funkcionirajo naprej, zagotovljeno je financiranje, zagotovljena je socialna varnost in lahko se naprej še dogaja pravičen prehod. Ja, jaz mislim, da pravi korak bil storjen konec lanskega leta. Takrat smo imeli javno razpravo in se dogovorili za ključne zadeve. Jaz to ugotovim, da je vodstvo premogovnika Velenje zdaj v tem mesecu, v tem tednu dokončalo svoj 20-letni program in 2-letni operativni program za to delo, kar je bil pogoj za zakon. Tako da to je ključni del. Istočasno smo pa v tem času imeli tudi določene dialoge z vsemi deležniki, kar je tudi pomembno, pa uskladili smo vsemi ministrstvi. Tako da jaz imam zdaj pripravljen predlog zakona, osnutek zakona, ki ga bomo tem mesecu uskladili do konca, upravili še en krog posvetovanj in šli v sprejem. Župan Peter Dermol je ob zaključku foruma izrazil zadovoljstvo, da so občutki veliko bolj pozitivni, kot so bili pred samim dogodkom. Mislim, da je predvsem dodana vrednost današnjega dogodka bila ta, da so rudarji spregovorili, kakšne izkušnje, kakšne vprašanje, kakšna čustva danes pravzaprav nosijo v sebi, ko zrejo v svojo prihodnost, in da seveda so nujno potrebne sistemske rešitve na tem področju, predvsem zaradi tega, da tako na eni strani rudarjem kot tudi celotni regiji damo upanje in damo jasno zagotovila, seveda, da ne bomo pozabljeni. Zato je kot pomembnejši zaključek seveda ta današnjega dogodka, da je, kot je bilo obljubljeno,
vedno strategija za izstop iz premoga tista, ki določa letnico 2033, ki jo bo ta vlada tudi spoštovala, torej ne bo šlo za predčasni izstop iz premoga in da se bosta oba dva zakona zdaj v nekaj dneh ali pa tednih tudi dokončno vsebinsko spisala, uskladila z vsemi deležniki. Tisto, kar v tem trenutku vidim kot kritično točko, je seveda, da so predvsem te socialni ukrepi v zakonu o zapiranju premogovnika Velenje takšni, ki dajejo upanje tako sindikatom kot tudi vsem zaposlenim v premogovniku Velenje. Na mestni občini Velenje so poudarili, da je izvedba foruma ena izmed poti, s katerimi želijo dati glas zaposlenim v velenjskem premogovniku, hkrati pa tudi pristojnim ministrstvom predstaviti nekatera neizogibna dejstva, ki čakajo njihovo lokalno skupnost. Mestna občina Velenje pripravlja vizijo in strategijo razvoja. V sklopu projekta so včeraj in danes v prostorih kreativnega centra Čuk izvedli 4 delavnice za občanke in občane. Mestna občina Velenje želi z aktivno vključitvijo občanov oblikovati novo vizijo in strategijo razvoja občine do leta 2040. Mi sicer imamo dokument Vizija in strategija mestne občine Velenje, ki je bil narejen leta 2008 in se letos izteče. Zdaj pa potrebujemo nove okoliščine, proces prestrukturiranja, nova realnost. Obetamo si, da bomo pridobili potrebe, želje, ideje občanov in to vključili v našo razvojno strategijo. Gre za vsebinsko strukturirane delavnice. Te delavnice so sicer vabi udeležence na njih mestna občina Velenje in gre pravzaprav za tako imenovane nadpoprečno angažirane občane. To pomeni občani, ki so nekako nadpoprečno vpeti v življenje občine, torej so na nekih ali pozicijah oziroma v vseh sferah življenja, od gospodarstva, šolstva, kmetijstva, turizma. Ti rezultati bodo pokazali, kako pravzaprav prebivalci mestne občine dojemajo kvaliteto življenja, kaj je za njih pomembno, kaj želijo v prihodnje, kje vidijo težave, probleme, čemu je potrebno namenjati posebno pozornost v razvojni strategiji, in te informacije, ki so podrobne, bomo potem kombinirali za nekoliko bolj posplošenimi informacijami, ki jih dobimo v anketah. V anketah pač ne moremo iti toliko podrobno kot v delavnicah. Na delavnicah so skupaj z aktivnimi prebivalci obravnavali ključne razvojne stebre mestne občine Velenje, med katerimi so gospodarstvo, mobilnost, okolje in prostor, izobraževanje ter kakovost življenja. Obetam si to, da bomo pač določili neko strategijo razvoja mesta, da vidimo, kaj si prebivalci želijo in da vidimo, v katero smer se bo zapeljalo Velenje. V teh delavnici obetam seznanitev z novostmi glede vizij, glede usmeritev in pa pogleda v prihodnost. Nekako tudi pogled od ostalih občanov, kako si predstavljajo prihodnost Velenja, kaj je treba postoriti, kje je treba dati večji poudarek. Do sedaj se je to verjetno bolj kot ne sukalo okoli nas, pravični prehod si pač razumejo samo nekaj rešitev za rudarje in ostale zaposlene, tukaj pa pričakujemo širšo sliko. Ja, jaz mislim, da moja ideja, da bi mi vsi morali participirati, da smo aktivni in verjetno je to neka priložnost prvo, da zvemo, pa da nekaj predlagamo, tako da upam, da bo uspešno. Zanima me, kaj se dogaja. Jaz sem sicer v penziji, ampak prevajala sem včasih za Rudnik pa za Gorenje, pa pač me take stvari zanimajo. Ne vem, prišel sem pogledati, da v bistvu vidim, kakšna je strategija, zelo me zanima. 2040, to je čez 15 let. Zna biti zanimivo. Zanima me predvsem, kakšna je ekipa, v katero smer gremo, kam plujemo, kje smo, kaj so naši aduti in kaj so naše slabe karte. Cilj projekta Vizija in strategija mestne občine Velenje je s pomočjo strokovne analize in aktivnega vključevanja občanov razviti vizijo in razvojno strategijo, ki bo temeljila na vrednotah in potrebah lokalnega okolja. V Strmecu nad Dobrno na Paškem Kozjaku so v soboto odprli spominski park z obeležjem, posvečenim vizualni opazovalni postaji. Slavnostni govornik je bil v letih 1990 do 1992 obrambni minister Janez Janša.
Na vizualni opazovalni postaji na Paškem Kozjaku so uslužbenci centrov za obveščanje od 24. junija do 24. septembra 1991 nadzorovali zračni prostor ter vzhodno in južno mejo Šaleške doline. Na tem mestu je Združenje veteranov za vrednote slovenske osamosvojitve postavilo spominsko obeležje, ki so ga v soboto odkrili na slovesnosti, posvečeni tudi 35. obletnici manevrske strukture narodne zaščite. Slovesnost se je pričela z mašo za domovino v tamkajšnji župnijski cerkvi svetega Jošta in nadaljevala z dvigom slovenske zastave gardne enote Slovenske vojske pri spominskem obeležju. Zbrane je najprej pozdravil župan občine Dobrna Martin Brecl, o pomenu vizualnih opazovalnih postaj pa je govoril upokojeni brigadir Tine Brajnik, ki je bil takrat načelnik Republiškega štaba za obveščanje in član koordinacijske skupine za vodenje obrambe Slovenije. Slavnostni govornik je bil Janez Janša, v letih 1990-1992 obrambni minister. S tem, da je opazovalnica imela nalogo opazovati zemeljsko situacijo, kot smo rekli, za možne jedrske, kemične, radiološke napade oziroma druge zadeve, aktivnosti, ki so se na terenu dogajale, in pa spremljala zračno situacijo, to se pravi lete in posledice aktivnosti aviacije. Informacije so opazovalnice pošiljale na svoje občinske centre za obveščanje, tam so informacije obdelali in po potrebi poslali na republiško raven, tako da je ta, mi temu pravimo, civilna obramba, ker to ni bil del vojaških oziroma del teritorijalne obrambe, pripomogla k temu, da smo imeli ves čas nadzor nad tem, kaj se na področju Slovenije dogaja. Njihova naloga pa ni bilo le opazovanje. Druga bistvena naloga pa je bila naloga alarmiranja prebivalstva, kjer smo z informacijami od opazovalnic preko centrov za obveščanje, ki so imeli možnost centralnega alarmiranja, to izvajali, tako da smo zaščitili tudi prebivalstvo. To spominsko obeležje je prvo tako v Sloveniji. Žal je teh spominskih obeležij skoraj nič glede opazovalnic oziroma službe za opazovanje in obveščanje. Služba je takrat štela okrog 2000 ljudi s centri za obveščanje in opazovalnicami in je ta lokacija, to obeležje pravzaprav eno od, upam, prvih, ne edino, da bo ostalo za opomin in spomin tudi bodočim generacijam, kaj vse smo v vojni za samostojno Slovenijo delali. Ta pomnik neposredno je oddolžitev spomina na več kot 2000 pripadnikov teh vizualnih opazovalnih postaj, ki so na 140 mestih po vzpetinah v Sloveniji predstavljali naše človeške radarje. Takrat smo bili precej goli in bosi in to je bil edini način, ki je bil na razpolago za to, da smo približno vedeli, od kje nam sledijo ali pa grozijo zračni napadi. V svojem nagovoru je Janez Janša med drugim poudaril, da je obeležje postavljeno za prihodnost. Ti pomniki niso samo oddolžitev preteklosti, ki je Slovence združila in ki je zaslužna za to, da imamo lastno državo, ampak so predvsem zato, da mlade rodove spominjajo na tiste čase. To so časi, iz katerih lahko črpamo energijo za prihodnost, ravno zaradi tega, ker smo bili združeni in ker imamo Slovenci še vedno skoraj 100% pozitiven odnos do tega časa. Spominsko obeležje je blagoslovil domači župnik Milan Strmšek, venec pa sta v imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve položila Srečko Javornik in Stane Zorko. Za kulturni program so poskrbeli učenci osnovne šole Dobrna, trobilni kvintet orkestra Slovenske vojske, veseli vižarji in harmonikarji.
Lions Club Velenje v sodelovanju s 7 humanitarnimi organizacijami v Velenju že 10 let uspešno izvaja projekt Donirana hrana. Glavni namen projekta je organizirati prevzem hrane pred iztekom roka uporabnosti, ki bi jo sicer trgovci ob koncu dneva poslali v uničenje in predajali te ljudem v socialni stiski. V Vili Bianchi v Velenju so se zbrali prostovoljci, organizatorji in partnerji projekta Donirana hrana, ki v Velenju že 10 let koordinira Lions Club Velenje. Projekt Donirana hrana združuje prostovoljce, ki potihoma in z veliko mero spoštovanja do sočloveka v stiski skrbijo, da je v Velenju čim manj lačnih. Prostovoljci Lions Kluba Velenje, Rotary kluba Velenje, Rdečega križa, Območnega združenja Velenje in strokovne skupine za socialna vprašanja SD Velenje po vnaprej določenem urniku vsak večer od sodelujočih trgovskih centrov prevzamejo hrano, ki je pred iztekom roka in bi bila uničena, ter jo prinesejo v zbirni center. Tam je hrana varno in v skladu s higienskimi standardi shranjena do jutra, ko jo prevzamejo in nato v svojih prostorih razdeljujejo prostovoljci 3 organizacij: Društva upokojencev Velenje, Društva Invalidko Novo in Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline. 8 organizacij s 110 prostovoljci to dobro delo za sočloveka opravlja 300 dni na leto. Prostovoljce, ki so srce projekta Donirana hrana, je ob 10. obletnici nagovoril tudi guverner Zveze Lions klubov Slovenije Vladimir Bahč, ki je povedal, da ima Zveza Lions klubov kar nekaj dobrodelnih projektov. Seveda pa je največji dobrodelni projekt v Sloveniji prav projekt Donirana hrana. V ta projekt je vključeno že 31 Lions klubov oziroma 31 mestih deluje ta projekt in razdelimo, v lanskem letu smo razdelili približno 1400 ton hrane, kar vrednost pomeni več kot 6,2 milijona evrov. Projekt se je dobro prijel, počasi se nam priključujejo tudi mesta, ki prej niso bila vključena, deluje pa projekt v Sloveniji že 13 let in se pravi, Velenje je eno izmed prvih mest, ki je v bistvu vstopilo k projektu in moram reči, da je tudi eno uspešnejših mest v tem projektu. Guverner je poudaril, da je Velenje edino v Sloveniji, ki ta projekt izvaja izključno s prostovoljci. Projekt z zagotavljanjem zbirnega prostora in transportne embalaže ter s pomočjo pri evidencah in logistiki razdeljevanja hrane podpira mestna občina Velenje. Župan Peter Dermol se je prostovoljcem projekta Donirana hrana zahvalil za svoj doprinos k boljši družbi. Jaz mislim, da se tega premalo zavedamo, kakšno vrednoto in konec koncev tudi prioriteto imamo v tem okolju, da imamo izkušnje s prostovoljcem, da imamo prostovoljci, da imamo primere dobrih praks in prostovoljci so tisti, brez katerega seveda si v tem sistemu ni mogoče predstavljati dostojnega življenja, ni mogoče predstavljati neke pravičnosti, kajti velikokrat se seveda sistem te pravičnosti ne ponuja in s prostovoljci mi zagotavljamo, da je sistem bolj pravičen, da so ljudje, ki so v stiskah, seveda potem le slišani, videni in da se jim priskoči neposredno na pomoč in jaz se zahvaljujem seveda tako Lions klubu, kot seveda tudi vsem ostalim organizacijam, ki aktivno sodelujejo v tem procesu in mislim, da je Lions klub pokazal, da je odličen koordinator, da dobro upravlja svoje poslanstvo in da konec koncev je to vrednota tukaj v našem okolju, ki jo mogoče kdo od zunaj gleda nekoliko čudno, mogoče pa nekdo tudi nekoliko nevoščljivo. Skratka, imamo to prioriteto, to dobrobit in dajmo to izkoriščati. Vsaka organizacija in posameznik predstavlja ključen del tega dobrodelnega mozaika. Zato si to partnerstvo zasluži iskreno priznanje in globok poklon. V 10 letih, od 2014 do 2024, je bilo v Velenju doniranih in razdeljenih skoraj 500 ton hrane v skupni vrednosti skoraj 2,5 milijona evrov. Samo v letu 2024 je več kot 110 prostovoljcev zbralo in razdelilo več kot 120 ton hrane, vredne več kot 506 tisoč evrov.
Vsak teden je hrano prejelo okoli 250 občanov in njihovih družin. Ker projekt Donirana hrana niso le številke, je Zveza Lions klubov Slovenije ob tej priložnosti podelila posebno priznanje Stanetu Brezniku, članu Lions kluba Velenje, za koordinacijo projekta Donirana hrana vseh 10 let. Poseben magnet Srček donirane ljubezni je v imenu Mercator Slovenije, ki je prvi pristopil k temu humanitarnemu projektu, prevzela vodja projekta Donirana hrana pri Mercatorju Mateja Suljič. Prostovoljci danes, oni so motor tega projekta. Res, da smo mi gorivo, ampak motor v takem projektu rabimo in jaz dam kapo dol tem ljudem. To so duše. In te značke danes, donirana ljubezen, to je značka, ki vse pove. Srček donirane ljubezni in priznanje Zveze Lions klubov Slovenije so za predanost in srčnost prejeli tudi vsi prisotni prostovoljci. In kaj žene, da so predani temu projektu? V bistvu je naše poslanstvo, se mi zdi, da kar celotne ekipe že v zibelko položeno, da pomagamo drugim. In to, ko se spomnimo, da se zvečer ljudje odpravijo spat, mi gremo na teren, pobiramo hrano po trgovskih centrih, tam, kjer je dogovorjeno, in se zavedamo, da naredimo neko dobro delo. Vemo, da gre hrana v prave roke tistim ljudem, ki jo potrebujejo. In mi vedno rečemo, da s prostovoljstvom bogatimo sebe in druge in na tak način tudi pomagamo. Projekt Donirana hrana v Velenju je edini primer v Sloveniji, ki je izveden izključno s pomočjo prostovoljcev. In zato je ključno, da sleherni prostovoljec, ki v projektu sodeluje, poleg svojega prostega časa, ki ga žrtvuje, daruje za pomoči potrebne, da se hkrati zaveže, da svoje delo opravlja po usklajenem urniku, da se zaveže spoštovati hrano in ljudi, ki jim je namenjena, in da spoštuje higienske standarde. Hkrati pa je usklajevanje takšne velike skupine težko in temelji zlasti na zelo pomembni komunikaciji, ki mora imeti veliko mero strpnosti, spoštljivosti, razumevanja in nenazadnje tudi poštenosti. Srčni velenjski levi so ob zaključku projekta povedali, da se bodo kljub temu, da je projekt prerasel okvire delovanja na prostovoljni bazi in nujno potrebuje sistemske spremembe, trudili, da bodo tudi v bodoče v Velenju razdeljevali hrano pomoči potrebnim. Na žalost, teh ni malo. Slovenj Gradec je v soboto gostil prireditev ob nacionalnem odprtju Tednov ljubiteljske kulture 2025. Pripravili so jo kot kulturno popotovanje od gimnazije Slovenj Gradec do tamkajšnjega kulturnega doma, kjer je potekal srednji del slovesnosti. Po vsej Sloveniji med 15. majem in 17. junijem potekajo tedni ljubiteljske kulture. Organizatorji pričakujejo več kot 100.000 udeležencev, tako na strani umetnikov kot gledalcev, zvrstilo pa se bo več kot 1000 dogodkov. Osrednja prireditev ob nacionalnem odprtju Tednov ljubiteljske kulture 2025 je potekala v soboto v Slovenj Gradcu. Jaz lahko rečem, da je to res eno veliko priznanje za našo občino, predvsem za naše ustvarjalce na področju ljubiteljske kulture, da je to dokaz, da imamo res odlične posameznike, imamo odlična društva, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture in zagotovo je seveda to pripomoglo k temu, da so se nekako na nacionalnem nivoju odločili in ravno v našem kraju, v Slovenj Gradcu, v mestu Glasniku miru, v Slovenj Gradcu, kjer ima kultura res posebno mesto, priredili to nacionalno odprtje in verjamem, da bomo s tem dogodkom naredili tudi našo destinacijo kulturno še bolj prepoznavno in da bo to tudi neka spodbuda za naše ustvarjalce, da bo delali še naprej tako odlično, kot delajo do sedaj. V mestni občini Slovenj Gradec je kulturno dogajanje zelo razvito, njeno delovanje podpira tudi sama občina. Glede, pri nas deluje ogromno
tako na profesionalni ravni kot na ljubiteljski ravni kulturnih ustvarjalcev, kulturnih inštitucij. In lahko rečem, da je kultura nek most med generacijami, je prostor povezovanja ljudi in pa seveda nek izraz naše lokalne identitete. In sama beseda kultura ne bi pomenila nič, če za njo ne bi stali posamezniki in pa seveda zaposleni znotraj teh inštitucij, ki bi te vrednote, ki sem jih prej naštel, tudi dejansko implementirali v našem okolju. Dogodek je potekal kot kulturno popotovanje s številnimi umetniškimi točkami. Zdaj se nahajamo v parku pred gimnazijo, kjer se bo začel ta dogodek. Dogodek bomo naredili na način, da se bomo sprehodili skozi srednjeveško mestno jedro in na vsakem kotičku se bodo prikazala naša domača društva z svojim programom. Sklepni dogodek pa bo v kulturnem domu v Slovenj Gradcu, kjer bomo tudi odprli na nacionalnem nivoju ta tedne ljubiteljske kulture. In veliko čast mi je seveda, da je tudi, bom rekel, častna pokroviteljica, tudi predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar, kar seveda daje velik pomen tudi ljubiteljski kulturi na nacionalnem nivoju. Uvodoma so pri gimnaziji Slovenj Gradec dijaki pripravili krajši kulturni program. Udeleženci so se nato ob spremstvu tolkalcev mladinskega pihalnega orkestra Radlje ob Dravi in vaške godbe Vuzenica sprehodili do cerkve Svete Elizabete, kjer je zaigral pihalni orkester Slovenj Gradec. Na Trgu Svobode so zaplesali člani kulturnega društva Svinj Gradec, zapel pa moški pevski zbor Vres Privalje. Dogodka se je udeležil tudi direktor Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Damjan Damjanovič. Ljubiteljska kultura je pomembna zelo zaradi ohranjanja nacionalne identitete, domoljublja, razvoja kulture vse do profesionalizma in ta teden, ki smo ga namenili Slovencem v zamejstvu, ima še toliko večjo simboliko. Kajti, če pogledamo, imamo razdeljene naše zamejce v vsej kompletni zemljepisni širini, sever, jug, vzhod, zahod. In dokler bojo te stene stale, se tudi mi znotraj Slovenije nimamo kaj bati. Glede na multikulti, kar se nam dogaja, sploh ne vemo pri digitalizaciji, kaj bo čez 20, 30, 40 let. Tako da jaz sem zelo vesel, da je Slovenj Gradec naš gostitelj. V tem primeru se zahvaljujem tudi županu in pa še kdaj drugič kakšen taki dogodek. Kulturno popotovanje so zaključili v kulturnem domu Slovenj Gradec, kjer so pripravili pester kulturni program. Med nastopajočimi so bili folklorna skupina Gozdar Črna na Koroškem, gimnazijci, vokalna skupina Lipa, vokalna skupina Breznik, Koroški oktet in vokalna skupina Sanje, katere vodja je letošnji ambasador tednov ljubiteljske kulture dr. Engelbert Logar. Na novinarski konferenci je županja občine Črna na Koroškem magistrica Romana Lesjak predstavila aktualne projekte. Eden izmed njih je Ubrani park Žerjav, ki je tik pred odprtjem. Županja občine Črna na Koroškem magistrica Romana Lesjak je v sejni sobi občine pripravila novinarsko konferenco. Na njej je skupaj s sodelavci in predstavnico slovenske filantropije predstavila aktualne projekte, med katerimi je tudi najnovejši turistični projekt Ubrani park Žerjav. Ubrani park je en nov produkt, park, ki je namenjen tako obiskovalcem od drugod kot tudi domačinom. Uredili smo ga v Žerjavu za delavskim domom in v nedeljo 25. maja ob 11. uri zjutraj bo otvoritev tega parka v okviru širšega dogodka Festival Solzic, ki se bo izvajal tudi v Žerjavu. Vrednost investicije je okoli 300 000 evrov. Več kot polovico smo dobili iz ministrstva. Turistični produkt smo imeli načrtovan že pred poplavami, vendar se je zaradi tega dogodka to zavleklo v letošnje leto. Zdaj pa smo izredno zadovoljni, da smo zaključili to investicijo in da lahko pričnemo z izvajanjem programov, ki so sestavni del financiranja tega parka. Ubrani park je namenjen tako domačinom kot turistom, ki jih želijo privabiti z različnimi produkti. Seveda si želimo turistično ponudbo razvijati v Črno še naprej. Želimo, da res postane taka gorsko-turistična adrenalinska vasica in kot smo rekli, se nam zdi, da je Črna dejansko kraj ali pa raj priložnosti in seveda si želimo privabiti pač določeno število obiskovalcev, ne želimo
imeti tukaj ne vem kakšnega navala turistov, želimo biti butična turistična destinacija. Sedaj smo pričeli prav danes z poskusnim spusti v smislu tega, da letiš tako kot Superman. Verjamem, da bo to pomembno za adrenalince od vse povsod in da bodo prišli tudi tisti, ki so se že spustili po Olimplajnu ponovno sem. Hkrati smo v soboto odprli novo gorsko kolesarsko pot. V okviru razvoja turistične ponudbe se prijavljajo na različne razpise. Že v prihodnjem letu pa bodo imeli dovolj prenočitvenih kapacitet, ki jim jih v tem trenutku močno primanjkuje. Zasebni investitor bo namreč kmalu zgradil nov hotel. V petek in soboto je v Velenju potekal 13. medgeneracijski festival. Sloganom Zaplešimo poletje spominov je bil obarvan z nostalgijo 80-ih. Tudi letos so zelo plesno obarvan medgeneracijski festival pripravili na več lokacijah v Velenju. Najbolj živahno pa je bilo osrednje prizorišče v soboto na Titovem trgu. Sicer začeli smo zjutraj zgodbo Univerze za tretje življenjsko obdobje, veterani so nas spravili en tak dober ritem, zdaj se pa zvrstilo bo kar 35 plesnih točk, več kot 400 plesalcev iz 16 plesnih šol in društev, ki so pripravili en tak bogat program, praktično vse zvrsti plesa bodo predstavljene. Predstavili se bomo z enim spletom štajerskih, drugače pa delujemo že 15 let, smo malo starejša skupina, zelo radi bi, da se nam pridružijo novi člani, mlajši. Na Titovem trgu pa je tudi omamno dišalo. Ja, v bistvu na stojnicah smo pripravili tudi en tak pester spremljevalni program, res diši po giricah, po kokicah, po praženem krompirju, ki ga pripravljajo društva in organizacije. Sladoled, Lepa Iza je prava atrakcija, mislim, da je že skoraj pošel. Drugače pa različne društva, univerze, organizacije, ki predstavljajo svojo dejavnost. Lahko se tudi naličimo v duhu 80-ih. Skratka, celoten festival smo nekje zapeljali v to smer, da bi se vrnili v nostalgijo 80-ih, mogoče malo ustavili čas, se družili, veselili, pa da zadišalo bo pa tudi malo po morju. Organizatorjem je uspelo na festival pripeljati vse generacije. Ja, že kot ime samo, pač želimo združiti res vse generacije, od najmlajših do najstarejših. Zaplesali so tudi stanovalci doma za varstvo odraslih, pa mali vrtčevski otroci, osnovnošolci, srednja generacija, skratka vsi ples združuje, tako da vabljeni, da se vsako leto pridružite in zaplešemo ta skupni ples, da res Velenje pleše. Zares je bil vrhunec medgeneracijskega festivala skupni ples na skladbo Prisluhni školjki iz kultnega filma Poletje v školjki. V Sloveniji bo že 5. leto zapored potekal World Cup Inline Slalom, to je svetovni pokal v slalomu z rolerji med količki. Od 23. do 25. maja bo tekmovanje gostil Slovenj Gradec. V sejni sobi mestne občine Slovenj Gradec so pripravili tiskovno konferenco pred World Cup Inline Slalomom. Gre za svetovni pokal v slalomu z rolerji med količki, ki bo letos v Sloveniji potekal 5. Potekal bo od 23. do 25. maja, tekmovanje pa bo gostil Slovenj Gradec. Jaz sem zelo vesel, da je smučarski klub Vuzenica po 6 letih dogajanja tovrstnega svetovnega pokala v drugi občini prišlo sem v Slovenj Gradec in prepoznalo Slovenj Gradec kot primerno destinacijo za izvedbo tovrstnega svetovnega pokala. Sveda je to tudi velika promocija, ne samo za Slovenj Gradec, za celotno Koroško in pa za celotno Slovenijo, kajti vemo, da prihajajo sem res tisti najboljši iz svetovnega merila, da se seli ta karavana praktično po celotni Evropi okrog in da se zaključuje v največjih mestih. Sploh pa sem vesel, da so to prireditev kot svojo vzeli tudi naši občanke in pa občani, predvsem tisti so živeči na območju Gradišča, ki tudi zaradi tovrstne prireditve praktično s svojimi vozili takrat ne morejo do svojih domov. Zakaj pa so v smučarskem klubu Vuzenica pričeli tudi z inline slalomom? Smo nekaj rabili poleti in smo se odločili za to, da približamo
letni šport, ali da probamo čim bolj se že poleti navaditi na zimo, ker ta prehod iz mlajše kategorije, bom rekel U12 v U14, kjer se prvič soočijo z tem slalomom po zimi, smo vedno imeli probleme na začetku privajanja na količke, ker pridejo iz malih količkov na velike in smo rekli, probajmo to. In jih nekako že poleti navadimo, da so po zimi pripravljeni na bolj zahtevno delo. Proga bo dolga 250 metrov, tekmovalci pa bodo dosegli hitrost do 40 km/h. V soboto je pokal Slovenije. Posebnost tega tekmovanja je, da tekmovalci tekmujejo v 8 kategorijah, ločeno ženski in moški. In vsak zmagovalec v kategoriji prejme pokal oziroma naziv grofa in grofice Pohorja. V nedeljo je svetovni pokal in je tekmovanje samo v 2 kategorijah in samo za kategorizirane tekmovalce ločeno ženske in moške. Pričakujejo 140 tekmovalcev iz 12 držav. V sklopu tekmovanj pa bodo podelili 2 dresa slovenskega nogometnega reprezentanta Jake Biola. Ja, zaželeli smo si 2 opcije. Torej, en dres bomo podelili otroškemu oddelku splošne bolnišnice Slovenj Gradec za tiste otroke, ki bi si želeli mogoče pridružiti prireditvi, pa si trenutno ne morejo. Drugega bomo pa podelili za manjšo nagradno igrico tistemu, ki bo pravilno odgovoril na vprašanje. Želijo si tudi čim večje podpore navijačev, za katere pripravljajo pester spremljevalni program. Med drugim bo dogajanje popestril Jan Bezjak, ki bo progo prevozil s kolesom in v večernem programu izvedel tudi nekaj kolesarskih trikov. S tem prispevkom, gledalke in gledalci, zaključujemo tokratni VTV magazin. Nasvidenje.